Smo že pri 4. oddaji sezone in čeprav še ni zima, daleč od tega, nas na terenu občasno že konkretno zebe. K sreči so predstavitve nekaterih novih avtov v bolj toplih krajih, recimo najnovejše Kia EV4, ki jo je Matej že vozil v Marbelli. Jaz sem bil malo bolj severno, kjer sem vozil najnovejšo Nissanovo Micro. Predstavili vam bomo novo znamko, v kateri se vozi celo kitajski predsednik. Po 4 letih je naš ID4 bil na drugem ali pa šele na drugem servisu, za začetek pa kupujemo avto. Rabljen. Koliko je tega. Tega le bi izbral. Ali pa ne, čakaj. Kaj pa če bi raj tega? Ja, tale je hud. Sedaj predrek. Še dobro, da mu sodelec rok ni imel toliko težav, pa je točno vedel, kaj hoče in je izbral ta stroj. Značko N. Preden je nabavil svoj novi avto, mi je postavil kup vprašanj, na katere mu nisem znal odgovoriti niti v sanjah, ker pri volanu večinoma vozimo samo nove avte. Zato tudi dostikrat ne znamo odgovoriti, kako se obnese recimo 6 let stara Octavia. Bi morali imeti verjetno kakšnih 300 različnih avtov v garaži in 600 zaposlenih, da bi vse to vozili in delili potem izkušnje. Ampak, če neha fantazirati, razmerje med novimi registracijami novih in rabljenih vozil je sicer v zadnjem letu malo padlo in če odštejemo odjavljene avtomobile, je zdaj malo več novih kot rabljenih. Še vedno pa so rabljeni zelo zanimivi in iskani, sploh takšne, ki jih pri nas ni toliko velike, lažje najti v tujini. No, to je pa področje, ki je celo mene zanimalo. Klemen, kje je največja past pri uvozu rabljenega avtomobila iz tujine? Največja past je v tem, da ljudje včasih kupujejo avto bolj z očmi in denarnico, kakor da bi pregledali dejansko vozilo oziroma preverjali zgodovino, kakor je servisna zgodovina, dokumenti, tehnični pregledi in pa šasija vozila. Ok, ampak ti lahko se to pregledaš, ali kako? Seveda. Ok, kako pa izgleda pa sam nakup? Stranke nam prvo povejo, kaj si želijo, kakšen avto, lahko jim ga mi najdemo, lahko ga sami poiščejo, pa nam pošljajo samo oglas. Potem mi vstopimo v stik s prodajalcem, vozilo preverimo. Če je vse v redu, se zmenimo za ceno vozila. Ko se avto plača, ga poberemo, pripeljemo v Slovenijo, zrihtamo birokracijo, dokumentacijo in v nekaj dneh je avto pol že pripravljen za registracijo oziroma prevzem. Ti pol svetuješ, da si stranka sama plača? Če ima svoje sredstva in je na avtu možno še vedno odbijati DDV, potem ja, zato ker to pomeni, recimo v Nemčiji je 19% davek, pri nas je pa 22%. To pomeni, da 3% na davčno osnovo prišparaš. Koliko časa pa traja pol vse skupaj? Povprečno traja od plačila do tega, da je avto na cesti v Sloveniji 7 do 10 delovnih dni. To je pa hitreje, kot če grem po nov avto, če ni na zalogi. Včasih, ja. To je zanimivo. Ok, jaz sem recimo zelo nezaupljiv do teh raznih preprodajalcev in pa rajš ponavadi kupam kar novo. Ampak recimo, da se za to odločim, ker iščem nek poseben avto, kako se lahko pa najbolj zaščitim pol? Najbolj se lahko zaščitiš, da ne greš samo to, če ne veš točno, kaj delaš, pa najdeš pomoč enega profesionalca, zato ker bo on veliko hitreje opazil te neke rdeče alarme, kakor bi jih ti. Drugače, če greš pa gledat, recimo na mobile, ki je največji marketplace za rabljena vozila v Evropi, prva stvar, ki jo lahko pogledaš, je cena. Tukaj recimo pri tem vozilu je cena zelo dobra, ni pa predobra. Ker če bi bila predobra, bi bilo klele nov rating in bi pomenili, da gre najverjetneje za prevaro. Druga stvar, pogledava malo slike. Tukaj vidiva, da gre dejansko za prodajalce, če pogledajo parking, okolico in vse nekako drži. Potem tretja stvar, kar je zelo pomembno, je, tlele piše accident free, kar pomeni, da ima avto certifikat nekaramboliranosti, kar vnaša neko dodatno mirnost. Če tega tukaj ne bi bilo, lahko pomeni, da je bil avto v preteklosti poškodovan in je treba preveriti, kaj se je v bistvu tukaj dogajalo. Zdaj pa najbolj pomembna stvar tukaj je, da se preveri prodajalca. Tukaj kaže, da ima kar dobre ocene na mobile, torej 4,7 od 5,0, 132 mnenj, kar je tudi kar velik, pa 13 let je že prisoten na mobile, kar dodatno težo vnaša tem mnenjem. Zdaj pa, to še ni vse. Če midva skopirava njegovo ime pa naslov,
vneseva to v Google, najdeva še njegov poslovni profil, ki ima pa še večjo težo kot mobile. Zakaj? Zato, ker tukaj lahko dajo mnenje čisto vsi, ki so imeli opravka z njim, recimo na mobile pa samo tisti, ki jim je dejansko prodajalec poslal mnenje oziroma vabilo za mnenje. Aha. Tako. Aha, ok, in s tem ti pa dejansko tudi njega lahko direkt preveriš, ne? Ostale stvari pa itek še ti pa preveriš. Ja, seveda, to je pač neka osnova, ko gledaš vozila na oglasu, da lahko nekako zožeš nabor vozil, ker jih je pač res veliko. Ja, in pa jaz recimo lahko tukaj zberem par teh vozil, naredim pač to poizvedbo, kar si rekel, potem grem pa lahko naprej pač v to, da te pošljem vse te linke, pa ti naprej. Tako. Aha, ok. No, Rok je sam najdel svoj avto na spletu, nahaja se v Nemčiji in ko se je odločil zanje, trajalo 10 dni, da ga je dobil v roke, pa da mi je lahko pošiljal fotke, kako ima on boljši avto od mojega Jugata. Se še mlad pa ne ve, o čem govori, ampak si tudi takar v redu. Sicer je meni bolj všeč ta kratek, z odsekanim zadkom, je pa dobil zraven še certifikat o nekaramboliranosti, da je lahko mirno spal. Po kateremu modelu je pa največ povpraševanja? Največ povpraševanje po nemških znamkah, torej Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes. Če bi pa mogel točno določen model zbrati, je pa definitivno Volkswagen Tiguan. Tiguan? Aha, kaj pa leta, koliko so stari ti avti? Povprečna starost vozil se giblje med 3 in 5 let. Ok, starih pa ne moreš ali lahko? Ne, tudi oldtimerjev vozimo karkoli, samo da se stranki splača, pa da je varno za stranko. Povprečno pa, kakor pravim, od 3 do 5 let. Eno malo provokativno vprašanje, električne tudi, ki uvozite? Tudi električni se uvažajo, povpraševanje je, ampak je pa zelo odvisno, če avto izpolnjuje pogoje za subvencije. Ker če avto ne izpolnjuje teh pogojev, pa se stranka ne bo odločila. Tako da se mi zdi, da Slovenci še vedno iščejo bolj ugodnosti pri električnih avtih, kot sam električen avto. In bi rekel, da smo Slovenci po večini še vedno kar dizel narod. Super, ampak ti omenjaš subvencije, kaj ti lahko tudi za električnega rabljenega dobi subvencija? Seveda. Je pa tako, da se je zdaj malo spremenilo. Od 8. avgusta naprej so zaprli prejšnji poziv na borznu. Včasih je avto mogel biti prva registracija po 1. novembru 2021, zdaj so pa v bistvu dali tako, da avto ne sme biti več kot 36 mesecev star, torej ne več kot 3 leta. Aha, pa lahko dobiš, verjetno lahko tudi tazga, dobiš iz tujine, ampak je malo manjša ponudba pa, ali ne? Ja, mislim, malo bolj zoža izbor, ampak še vedno teh avtov je v tujini veliko, sploh Nizozemska, recimo en tak primer, kjer je veliko električnih vozil. Sam je pa subvencija bistveno nižja? Je pa nižja subvencija, ni to kakor za novega, pa spet je odvisen, koliko je vrednost vozila, tako da je v bistvu neka lestvica. Jaz dostikrat pravim, da tudi pri novem avtu ne moreš biti 100% prepričan, da bo vse tip-top, ker to pri testnih avtih včasih kaj crkne, vse škripa, pa so avti novi. Zato se moraš pa rabljenem še toliko bolj pazljivo lotiti, kateri model izbereš, pa na kakšen način se tega lotiš, pa bo veliko manj možnosti za napake. In zato sem se jaz odločil za Pontiac Aztek, s tem zika ne bo nič narobe. A prav Azteka si izbral, nisi našel nič lepšega, aha? Pa saj veš, da to velja za enega najlepših avtov vseh časov. Ja, itak, to je tako Talija ali pa Multipla, ne? To je v bistvu v rangu Jaguarja E-Type. Dobar, upam, da gledalci vejo, da se mi da zdaj hecava, ne? Smo se pa res toliko navdušili nad določenimi avti, da smo šli še sami v nakup enega in ga bomo pokazali mogoče že v naslednji vdaji, čeprav včasno zrihtamo vse papirje, jasno, ne? Ja. Je pa rdeč, pa luči se mu dvignejo, ne? To so bile prav sanje vsakega otroka, tudi moje, da bi enkrat imel avto, ko se mu luči dvignejo. Že sem zanj slišal nekje, da Porsche zdaj to spet razvija. Prav po mojem so le samo govorice. Po mojem tudi zaradi tega, ker poslabšuje aerodinamiko, pa mislim, da je celo prepovedano. Ja. Ampak dobro, pustimo za naslednjič. Jaz pa sem bil recimo na severu na predstavitvi čisto nove mikre, ki ima pa recimo da okrogle luči. Saj ima ta krogaca, nima. Ja, prekinjen je, ne? Saj, dober. Rotterdam sicer ne slovi kot najbolj zeleno mesto na svetu, čeprav sem tamle pod Euromastom našel en fantastičen park. Imajo pa tudi zelo zanimivo subvencijo za vse, ki bi hoteli imeti zeleno streho. Pa ne barvno, ampak tako, živo z zelenjem. In mogoče je ravno to navdušilo Japonce, da tukaj predstavijo svojo 6. mikro.
Nissan bo svojo prodajno uspešnico, ki je prvič zapeljala na ceste v začetku 80-ih let preteklega stoletja in je doslej prepričala že več kot 6 milijonov kupcev, ponujajo samo še v električni različici in ziher bo navdušila tudi mojo sosedo, ki kar ne more prehvaliti svoje tretje generacije z okroglimi lučmi. Ob tej priložnosti bi rad pozdravil tudi vse, ki me poznajo. Nissan Micra je imenu primerno še vedno relativno majhen avto, ki je od 4 metrov krajši samo za dobra 2 centimetra. Zato bo vožnja na ozkih ulicah zelo zabavna. Pri oblikovanju zunanjosti so poslušali lastnike preteklih generacij in zato so naredili tak luškan avto, obenem pa je na voljo 14 barvnih kombinacij. Predlagam, da izberete ali modro ali rdečo barvo, ker bela ali pa črna nista tak dinamični. Notranjost je elegantno preprosta, je pa posebna tudi zaradi tega izrisa japonske gore Fuji tule med sprednjima sedežema. Gre seveda za sodoben električni avto, ki je izdelan na platformi AMPR, tako kot Renault 4 in 5, zato sta ta dva 10,1 palčna zaslona sodobna. Multimedijski sistem na osnovi Androida deluje hitro in tekoče, pač tule res nimam nobenih pripomb. Mogoče me moti samo to, da je na voljo samo 48 barv ambientalne osvetlitve, ker se mi zdi, da glih 49 bi bila pa una tista ta prava. Se ne hecam se, več kot dovolj jih je. Avto je mali, to je jasno, ampak je še vedno dovolj prostora za 4 osebe, čeprav nekih čudežev prostornosti pri 2,54 metra medosja pač ne morete pričakovati. Avto še vedno spada v B segment, ampak je zdaj med najmanjšimi v tem nekdaj ekstremno priljubljenem segmentu. Prtljažnik je pa po drugi strani kar velik, 326 litrov požre. Zdaj se peljem čez en zanimiv most in ga dejansko lahko občudujem zaradi tega, ker je gneča. Micra pa je tudi zanimiva. Na voljo sta 2 bateriji in 2 elektropogona. Manjša baterija pospravi 40 kWh elektrike, s čimer lahko prevozite dobrih 300 km po VLTP. Elektromotor pa ponudi 90 kW moči, torej 122 konjičkov, kar je za 1400 kg avto dovolj. 124 kg težja pa je Micra z večjo baterijo, ki pospravi 52 kWh elektrike, zaradi dodatne mase pa ima elektromotor 20 kW dodatne moči, skupno 110 kW, kar je lepih in okroglih 150 vrancov. No, taka Micra po VLTP prevozi 417 km. Vedno je vgrajena tudi toplotna črpalka, da je čim bolj učinkovita, tudi baterija se lahko ogreva in ohlaja, se pa lahko manjša baterija polni z močjo največ 80 kW, večja pa s 100 kW preko enosmernega toka, tako da se bo od 15 do 80% napolnila v 30 minutah. Ker gre za japonski stroj, je jasno, da je na voljo tudi tehnologija V2L, kar pomeni, da lahko Micra z elektriko iz svoje baterije poganja zunanje naprave. Tudi sesavc, če jo hočete vedno posesati, ko prijete na cilj. Ok, zdaj sem zapeljal na avtocesto, ampak po prvih kilometrih v Rotterdamu lahko povem, da je Micra še vedno navihana, živahna, krmilni mehanizem je še kar natančen, pa tudi cestne nepravilnosti udobno prežveči, če imate seveda vozni program na načinu Comfort. Med vožnjo uporabljam tudi sistem e-pedal, torej vožnjo z eno stopalko, ker mi potem praktično skoraj nikoli ni treba zavirati. Popolnoma sama se ustavi, tako da v bistvu še brem zašparam. Nissanova Micra je prvič povsem električna. Ponuja veliko tehnoloških bombončkov, med drugim tudi posodabljanje prek spleta, aktualne zemljevide s prometnimi informacijami v živo in tudi veliko varnostnih sistemov. Avto je simpatičen, ni kaj, zato že komaj čakam konec leta, ko pripelje k nam, da ga lahko preskusim tudi v naši precej bolj zeleni Sloveniji. In kaj ti je bilo najbolj všeč po novi Micri, pa nisi upal povedati to oddaj? Lahkotnost pa ugodna poraba. V bistvu se nismo peljali hitreje od 90 na uro, ampak je bilo manj od 13 kWh. Čak, se pravi, si prikril informacije. Ja, nekaj mora ostati za pol, ne? Mi dva pa lahko zdaj razkrijeva, da je konec poletja k nam pripeljal čist novi Geely City Ray, ki v bistvu sploh ni tak majhen, čeprav imajo v imenu City mesto. Ja, v bistvu res ni majhen, ker je dolg 4,5 metre, ga je pa kar težko umestiti v pravi segment, v bistvu po velikosti je bolj C-SUV, cenovno pa B-SUV. Pa 4 razpuha ima? Ja, pa 1,5 litrski turbobencinski motor, pa 7-stopenjski robotiziran menjalnik. Tako vsi kitajski avti. No, pa v bistvu tudi veliko opreme. Dejansko ni švoh avto, no, takole po prvem vtisu. Ja, se ta maska mi je v bistvu všeč, čeprav ti moram priznati, da me je pa v bistveno bolj navdušila katrca.
Ja, Renault 4 uradno in ta je zdaj samo še električna. Čeprav že vidim, da bo ista fora, kot je bila pri petki, ne, ko bojo vsi rekli, se bi jo imel, sam nima bencinskega motorja. Ma ja, ni važen. Ni je samo elektrika, je na voljo dva različna motorja, sta dve različni velikosti baterij, 40 pa 52 kWh, ima pa precej prostora glede na dokaj majhno karoserijo, sicer so mi ta stare še vedno bolj hude za pogledati, ampak je tudi ta simpatična. Center Rog bo dobil eno uporabo v Ljubljani, no pa ta policijska je tudi ful dobra. Čeprav to meni deluje kot neka cool fora. Ja, pa ni. Policijska postaja Most je dobila eno uporabo, da bodo spoznali prednosti in slabosti električnih avtov in se potem tudi pri nakupu naslednjih avtov lažje dejansko odločali. Pazi, kako zdaj pri ljubljanskem potniškem prometu iščejo nove voznike z digitalno vozniško akademijo. Gre za simulator, ki so ga razvili pri AIMDG, slovensko znanje, umetna inteligenca in biometrični senzori. To bi jaz imel doma. Ja, dar sem ta ni za divjanje. Ne? Tu so v bistvu digitalizirali ljubljanske ulice, da se bodo lahko bodoči vozniki usposabljali v vseh prometnih situacijah, brez nevarnosti za potnike in ostale udeležence v prometu. Pa vse, ne, to moramo enkrat probati. Se bom zmenil, ok? Mi dva pa bova zdaj predstavila eno novo znamko, v kateri se vozi tudi kitajski predsednik. Ši. Ona? Ne on, ŠI, ne SHE. A ja, a ja. Ica, pa moram jaz to res poslušati, se nisva na Kitajskem, no. Je pa, a ne gremo v kitajsko restauracijo? Sem te hotel malo pripraviti na vzdušje tam, ne? Mislim, lahko grejo malo bolj po, zdaj najprej delo. Čakaj, so zato v avtu kitajske znamke, ali kaj? Ne, to pa zato, ker se z vozili te znamke vozi tudi kitajski predsednik, ne? In evo, tudi zate najboljše, Anže. Zakaj grejo pol kitajsko jesti? Ja, budget, ne? Pač ali to, ali pa pač alternativa je sendvič spet dek posebne, zdaj se pa odloči. Ja, dar, pa restauracija. Ja, v redu, pa nažgi musko, da prijeva v stilu tja, ne? Pogosto slišim, da kitajske znamke nimajo zgodovine in tradicije, kakršno imajo naše evropejske, ampak znamka avtomobila ob meni obstaja že od leta 1958. Še bolj noro, njihov model CA770 je že od leta 1965 uradni državni avtomobil. No in z njihovimi limuzinami se je naokrog vozil že Mao Tse-tung, z njihovo najbolj prestižno limuzino se pa zdaj naokrog vozi trenutni kitajski predsednik Xi Jinping. Sem ujel vaše zanimanje, ne? Ker tole ni kar ena kitajska znamka. Tole je Hongqi, v prevodu rdeča zastava, ena najstarejših in najbolj prestižnih kitajskih avtomobilskih znamk z globoko vpetostjo v politično in kulturno zgodovino Kitajske. Zato tudi tile logotipi spominjajo na kitajsko zastavo. No in tole je model HS3, nikakor zadržan avtomobil in če vas ta nastopaški gobac spomni na kakšno drugo ultra prestižno znamko, nič nenavadnega. Za obliko tega in ostalih modelov znamke Hongqi je namreč poskrbel Giles Taylor, ki je včasih risal avtomobile pri Rolls-Royceu. Znamka Hongqi je že kar nekaj let prisotna na nekaterih evropskih trgih, no do leta 2028 pa nameravajo postaviti več kot 200 prodajnih salonov, predstaviti 15 različnih modelov in to v 25 državah Evrope. Pri nas je na voljo že kar nekaj različnih modelov, tale sploh ni najdražji, najbolj in sploh, pa v bistvu zunaj navduši z takim prefinjenim izgledom, znotraj pa z umirjeno eleganco. Seveda gre z materiali vedno lahko še bolje, ampak tukaj nimam posebnih zamer, veliko je v bistvu usnja in nasploh vse dobro izgleda, tudi izdelano je v bistvu dovolj dobro, da med vožnjo potem nobena stvar ne škripa ali pa ne poka. In tudi ta Hongqi je dokaz, da Kitajci izdelujejo elektroniko praktično za cel svet, ker sta ta dva zaslona precej impresivna, zelo pregledna, nimam nobenih pripomb, kot dva majhna OLED televizorja sta. In kamere seveda vse naokrog vozila, slika pa v bistvu zelo dobra. No, pomaga tudi, da imata oba zaslona diagonalo večjo kot 12 palcev in sta že zato impresivna. Sicer je pa skoraj neverjetnih kar nekaj stvari, še posebej, če upoštevam ceno. Tole je 4,65 metra dolg avtomobil, zato je prostora ogromno. Sprednja sedeža sta zelo udobna, no tukaj zadaj se pa sedi skoraj predsedniško. Evo, jaz s svojimi nožicami lahko kar brcam po luftu. Mimogrede, kdo ve, koliko je Xi visok? Da vidim, če bi bil že ta dosti hud za njega. Ne?
no pa sej on itak potrebuje limuzino. Skratka, prostora je naravnost ogromno, prtljažnik pa s 434 litri dokazuje, da je potreben prostor samo za poslovno aktovko, ne pa za hladilnik. Bom glede vožnje in uporabnosti povedal kakšno več v samem testu. Tukaj v bistvu lahko dodam samo še, da je avto karakterno precej umirjen. Hitro šviganje skozi ovinke ni njegova domena, udobno in tudi dovolj tiho požiranje neravnin, evo, to mu bolj paše. Sicer bi pa vse to mogel povedati Iztok, ker je on danes moj voznik, jaz sem še čakam na malco. Ja, mislim, očitno je udoben, če celo naš Anže zadnji sedi. HS3 poganja 1,5 litrski turbobencinar s 115 kW, torej je konjenica zadostna, ni pa brutalno zmogljiv. Gre motor fino skupaj s karakterjem, je celoten avto bolj umirjen, zato mu paše tudi ta robotiziran menjalnik s 7 prestavami, da tudi meni ni treba delati. No, boš zaspal ti, ali kaj? Ne vem, mogoče res, daj malo muske pa bom. Kia EV4 je za nas pomembna kot nov model avta na trgu, za Kia ima pa še posebej pomembno vlogo, ker je njihov prvi električni avto, ki se bo proizvajal v Evropi. Na Slovaškem v Žilini, če sem natančen, tam imajo Korejci veliko tovarno, odkudar že prihajajo k nam Exidi in Sportage, zdaj bosta pa še EV4 in naslednjo pomlad še manjši EV2. Ampak EV4 je tudi sam po sebi zelo zanimiv avto, ker je izdelan na namenski platformi za električna vozila, imenuje se eGMP, ponujala pa naj bi najboljše zmogljivosti in učinkovitost v razredu. Seveda, eno so obljube, drugo je realnost, za začetek lahko povem, kaj vidim. In to je res zanimiva oblika. Sami so to poimenovali, ta svoj slog oblikovanja, Opposition United, torej združena nasprotje, če dobesedno prevedem. To naj bi se odražalo v tem futurističnem izgledu, kar poglej, tele pokončale oči pa ful širok zadek, medtem ko naj bi fastback pa bolj poudaril eleganco in aerodinamiko. Ta drug se sicer proizvaja v Koreji, sicer je tehnično enak teli kombi limuzini, ampak s takšnim izgledom verjetno ne bo lih zanimiv za nas Evropejce. Bo pa vsem všeč znotraj, ker so se res zelo potrudili pri kabini, da je prijetna, umirjena, čista bi lahko rekel. Sploh pa prostorna, ker ima EV4 kar 2,82 metra dolgo medosno razdaljo, zato je tudi tukaj na zadnji klopi veliko prostora, prtljažnik pa požre 435 litrov. Meni so še posebej všeč materiali, ker se dobro počutiš za volanom, pa ta zaslon je ful lepo pregleden. V bistvu so to 3 združeni zasloni, tale ima 12,3 palca, potem tale za klimo ima še dodatno 5,3 palca, pa še en 12,3 palca in ta desna sta občutljiva na dotik. Tukaj je pol tudi še nekaj ta pravi gumbov, recimo teli za klimo, pa tale za radio, tako da vse hitro nastaviš, kar je res super. Pa še head-up zaslon ima tamle. EV4 ni velik avto, spada v segment C, dolg je 4,43 metra in ima že zdaj kar hudo konkurenco, kot so Volkswagen, ID.3, Cupra Born. Po drugi strani tudi Renault Scenic in podobni, zato se tukaj sedi kar 4 cm niže kot v EV3, tudi težišče 2 cm niže in to se najbolj pozna na cesti. Najprej sem opazil, da je predvsem udoben in za električni avto precej lahkoten. Zelo lepo se pelje, pridno sledi ukazom in čeprav ima sprednji pogon, se tudi ovinkov sploh ne boji. Kia je že napovedala, da prideta kasnejša modela s 4-kolesnim pogonom, torej z 2 motorjema, in GT za tiste, ki želite biti res hitri. Ampak že pri tem so ful lepo oglasili podvozje in pri tem niso sklepali čisto nobenih kompromisov. Tudi zadnji ima več vodilno opremo in posebne frekvenčno odzivne blažilnike, zato lepo požira cestne neravnine. Z večjo baterijo pospeši do 107,7 sekunde, z manjšo, ki je seveda malo lažja, pa v 7,4 sekunde. Največja hitrost je pa 170 na uro.
Še malo tehničnih podatkov. Tukaj je motor sicer ful lepo od spredi zakrit, ampak v obeh primerih ima moč 150 kW, torej 204 konje. V obeh pravim, ker bosta trenutno na voljo dve bateriji, manjša ima kapaciteto 58,3, večja pa kar 81,4 kWh in s tem je trenutno rekorder po dosegu v razredu. Ja, ker obljubljajo kar 625 km po VLTP. Prele, ko sem se usedel v avto, noter je kazal maksimalni doseg več kot 700 km, tako da očitno se da. Pa tudi v praksi ni težko doseči res lepih številk, sicer nas vedno pelje na take ceste, kjer poraba res ni velika, ampak na koncu vožnje včeraj sem imel porabo 14,6 in mi je ostalo še pol baterije, pa je kazalo, da lahko prevozim še 281 km, kar je res super. Pa lepo prikazuje tudi največji in najmanjši doseg pri tej napolnjenosti, da ja ne boš kje ostal s prazno baterijo. So se pa pri Kii lotili tudi pomislekov glede vzdržljivosti in baterije, zato so naredili en zelo zahteven test vzdržljivosti v zelenem peklu, torej na Nordschleife. Prevozili so 500 krogov, to je 10 000 km, kar je baje isto kot 150 000 km v realnosti na cestah. Pri tem so porabili 35 kompletov gum, 35 kompletov zavornih ploščic in 4 komplete diskov, na koncu pa naredili še test baterije, ki so jo ves čas polnili na ta hitri polnilnici, da jo bodo čim bolj namatrali, pa je njena kapaciteta padla samo za 5%, tako da se nihče ne bi smel bati, kako hitro se bo poslabšala. EV4 je res en takšen prijeten avto, katerem se odlično počutiš, če ti je tudi takšna futuristična oblika všeč. Pri nas bo baje že do konca leta. Joj, sem ta leta dolga. Fastback. To pa niti za pogledat, ni? Veš, se tudi zaradi tega ne bo pri nas, ne? Sam priznaj pa, da bi te pa vsak opazil. Lej, tudi če ne, ta krajša je pa fajn za pogledat. Ej, drugače, tudi avto fajn, v bistvu je zelo fajn. Jaz sem bil kar presenečen, kako lepo se pele. No vidiš, pol se tega avta dejansko lahko veselimo tudi pri nas. Vsi tisti, ki pa ne radi vozite in se raje pustite peljati, no, za vas pa bo ziher zanimiva naslednja rešitev, ki jo je od blizu spoznal naš Anže. Če sedeš, je to to. A si predstavljate, da v vaši občini ni javnega prometa in avtobusov, ki bi vas odpeljali v službo, otroke v šolo in poskrbeti za vse ostale stvari? Da je v bistvu edini avtobus, ki ga lahko vidite, tisti z japonskimi turisti, ki so prišli občudovati vaš kraj. No, v občini Radlje ob Dravi imajo tako, pa še vedno vse skupaj funkcionira in prebivalci zlahka uredijo vse svoje opravke. Služba in družba torej ne trpita. V moji občini imamo to super rešeno, ker me otroka samo enkrat na teden kličeta, da spet ni bilo avtobusa. Kar je seveda problem, če ima človek takšno službo, da je velik na terenu, ker potem ne moreš vsakič skočiti pa pomagati. No, da v Radljah vse skupaj funkcionira, skrbi 9 takšnih kombijev. Toyota Pro Ace, če se malo pohecam, sicer pa Toyota Pro Ace Verso. In vsi so na elektriko. Glavni povod za ta projekt je nastal pred več kot 11 leti, ko se je v naši občini odvijal projekt osnovnošolcev Župan za en dan. In ena izmed pobud je bila, župan, uredite nam prevoz, da se bomo lahko otroci, ki ne živimo na desnem bregu reke Drave, ki ga povezuje železnica z Mariborom in pa z Ravnami na Koroškem, prepeljali iz Radelj v Vuhred. Drugi povod pa je bil, kako urediti v občini Radlje ob Dravi, vsaj v dolinskem delu, tako imenovan javni potniški promet. Ampak potem zaradi pomankanja evropskih sredstev in razpisov za to področje smo to shranili v predal. Tako da šele tretje ali pa pika na i je bilo v zadnjem obdobju podražitve šolskih prevozov, ki so bile tiste, ki so nam pa rekli, tako zdaj pa združimo to idejo in to idejo in to idejo, zložimo skupaj in poglejmo, kaj se da narediti, in tako je nastala fura. Torej, javni potniški promet, če mu lahko tako rečemo, je za vse uporabnike brezplačen in je narejen tako, da je po celi občini med kraji se ga povezuje, traja ena runda, traja 1 uro, stoji na 17 postajališčih in imajo točno določene vozne rede in glede na aplikacijo, ki jo imamo na voljo, se potem prijavite na tisto rundo, ki pač šli, in potem stopite na kombi, vas odpelje do neke želene postaje, ki pa želite. Ja, nekatere znamke so v tem videle potencial in s svojimi vozili lahko pokrijejo takšne potrebe.
Ja, to je v bistvu tak večni kompromis pri podjetjih. Zdaj, mi smo se zavedali, da to delamo v skladu z mednarodnimi standardi, kar pomeni, da so vsi podatki zaščiteni, hkrati pa omogočamo v bistvu vnos neke kartice oziroma nekega plačilnega sredstva, če je to potrebno, na dost preprost način, ker uporabnik res intuitivno to vpiše in se stvar zabeleži. Tako da to. Mislim, v aplikacijo bomo zdaj, kot sem rekel, z Univerzo v Mariboru začeli uporabljati. Tu se gre za ta del rešitve, ko je zdaj mogoče ta statična, se pravi, imamo neke začrtane poti. Seveda, kot IT podjetji si želimo to vključiti, to je v naši viziji in si želimo, da bi v bistvu ta aplikacija postala dinamična, torej da se sproti uči, kaj so najboljše poti in take stvari in tu na tak način res približa to vsem občanom. Če se mal pohecam, ena bolj odročnih slovenskih občin je tudi prevozno ena najbolj naprednih. Sam pa vidim tukaj še eno stvar in sicer, da obljube, ki jih ponavadi poslušamo na novinarskih konferencah, niso vedno samo obljube, ker je Toyota že pred nekaj leti rekla, da ne bo več samo proizvajalec vozil, ampak tudi ponudnik mobilnostnih storitev. Tako je, to je sigurno eden steber naših mobilnostnih storitev in naša aktivacija v mobilnost. Ponuditi platformo, ki jo ljudje bodo začeli, upam, da še bolj množično uporabljati, kot jo že uporabljajo danes. V bistvu Toyota Go zdaj deluje v 10 občina je to. Se pravi, so prišle že do te želje, zahteve in tudi realizacije. Res pa je, da do sedaj nobena občina v tem obsegu kot Radlje ob Daravi, kjer je to župan res združil vse vrste prevoza, v enotni prevoz, zagotovil ta sredstva, ki jih so praktično že bila prej v občinskem proračunu, zdaj jih je na nek način optimiziral, jaz upam na dolgi rok bistveno optimiziral, ter dvignil zadovoljstvo občanov. In to zdaj tudi druge občine, tudi tiste, ki že uporabljajo ali pa tiste, ki še jih imamo v pipelineu, opazujejo in verjamem, da so za nas Radlje ob Dravi res eden ključnih projektov, ki ga izvajamo. V bistvu, kar je zanimivo, da smo ugotovili, da v večini primerov uporabljamo električne vozila Toyota in da delujejo. Se pravi, tudi v enem Bovcu, ko vozijo na Mangarsko sedlo, ko me na začetku, ko sem se prvič peljal gor, bilo res straha, tudi dol prijemo, ampak se dol prideš, če greš gor na goro, načelno priješ tudi dol. Skratka, ja, večinoma je res električnih vozil, ni pa to nuja ali obveza, bom rekel. Za Slovenijo ves čas poslušamo, da ne more imeti uspešnega javnega prometa, ker je preveč razdobljena. Ampak saj vemo, zakaj ga dejansko ne more imeti, ne? Zato, ker premalo kapne v žep vsem tistim, ki se jim ne da delati v bistvu. Koliko enih v bistvu enostavnih rešitev je na voljo za zmanjšanje števila avtomobilov na naših cestah? Ja, sam vse rešitve pa ne bile vsem všeč. Recimo, da bi ukinili kilometrino. Kar naenkrat bilo pol manj avtov na cesti, ker se ne bi vozili vsi v službo s svojimi avti, ampak stranka, ki bi kaj takega naredila, bi po mojem ne samo izgubila volitve, ampak padla iz parlamenta. Ja, ampak lahko bi pa pol plače dvignili, ne? Ja, sam ne bi jih pa verjetno mogli v javni upravi. V glavnem, veš kaj, bolj da mi da nehava o tem, zato ker se nas poznava na te stvari. Ja, se strinjam. Smo pa točno vedeli po 4 letih, da je že čas za drugi servis našega ID4. Ob vseh avtih, ki jih testiramo pri volanu, včasih kar pozabim, da v neki fazi vsi ti avtomobili potrebujejo servis. Jasno, če so pa vedno vsi novi, no tale naš ID4 je pa zdaj star že 4 leta, pa še električen je. Po mojem sicer laičnem mnenju servisa ne potrebuje, se pa njegov računalnik ne strinja z mano. Torej, a ga res potrebuje? Zato kot vsi klasični avtomobili rabijo servis, tudi vaš ID potrebuje servis. Pri električnih avtih pač je razlika samo v tem, da nima pač bencinskega oziroma dizelskega motorja, poganja ga pač električen agregat, zato je tudi pomembna baterija za samo gonilo. Servis se opravi na vsake 2 leti, večji na vsake 4 leta. Pri tem servisu danes, ki ga imamo tu, se menja recimo hladilna tekočina samega sistema, to je pač plin, s katerim se tudi sama baterija hladi, se pravi potem zavore, menjava zavorne tekočine in pa sami mikrofiltri klime. A je ta plin v bateriji drugačen kot plin v klimatski napravi, naprimer? Ne, ta plin je enak. Koliko pa je tega plina noter? Povprečje je tam nekje med 350 do 400, po tovarniškem normativu, tam pa podaljšen interval, ga ima pa tam nekje 600 gramov. A pa se lastniki električnih vozil držijo servisnih intervalov? Se držijo servisnih intervalov, v bistvu se še bolj držijo kot pa sami klasični vozniki, ker pač električno vozilo pač poganja baterija. Kaj se zgodi, če baterija ni primerno hlajena oziroma vzdrževana, lahko zgori. A se v bistvu tukaj tudi kakšno stanje baterije pogleda ali se to itak vidi, ko se priklop zadeva? Če ni nobenih napak, dejansko se to ne gleda.
ampak ko se pa zgodi napaka, takrat se pa gleda. Več pa ne. Koliko časa pa traja en tak večji servis na 4 leta? Kompletna logistika od samega sprejema do same izdaje vozila, tam nekje 2 ure pa pol. Tudi če je z električnimi avtomobili manj dela, je tudi tukaj redno vzdrževanje zelo pomembno, da boste varni za volanom. Naslednjo nedeljo ne zamudite nove oddaje, v kateri boste videli en znan avto, ki ima po novem drugo znamko. Ja, SsangYong je po novem KGM. Videli boste prvi priključni hibrid med manjšimi kombiji, to je Fordov Tourneo Connect. Potem boste spoznali novo znamko BAIC in njihov X7. Matej se je odpravil kam drugam spet kot na jug z najnovejšim BMW-jem X3. Kaj bi to dizel? Ne, priključni hibrid. S prkolco si šel, kakva je bila poraba? Dobro. Poleg na spletni strani volan.si nas najdete tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, tudi na YouTubu in TikToku smo. Se vidimo. Ja, jaz sem bil tudi v Münchnu, ne, z tem. Pa je bila kar dobra, 2,6. Kva?